pozdrav na današnji tiskovni konferenciji Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb. Najprej dovolite, da izrečem najgloblje sožalje vsem žrtvam, njihovim svojcem, Franciji in seveda celotni Evropski uniji. Evropska unija je v vojni. Jaz upam, da končno vsi to razumejo. V vojni proti terorizmu, proti radikalnemu islamu. In če Evropa ne bo začela ravnati odločno, če Evropa ne bo začela ravnati odgovorno do svojih državljank in državljanov, se stvari preprosto ne bodo več končale dobro. Tisto, kar bo nastalo, ne bo več Evropa. Treba je vedeti, da vsako nasilje rodi povratni učinek in stvari se zdaj seštevajo. Tukaj nihče ne bi smel reči, da je presenečen, kajti službe so, verjeli ali ne, 4 mesece nazaj že opozarjale, da pripravljajo radikalni islamisti teroristične napade na območju Mediterana, se pravi ob obali, in posebej so bile izpostavljene tudi obale države Francije. Tudi župan mesta Nice je sam opozarjal na to, da so ga službe seznanile s to možnostjo, in kako se je lahko to zgodilo in dogajalo več minut v dolžini več kot 2 kilometra, tega preprosto ne razumem. Tega tudi danes smo opravili kontrolni obisk na policiji, na Sovi med drugim, pa nam tudi tam niso znali tega podrobno razložiti. Ko pač preiskave še potekajo, ime Mohamed Alajuja je zdaj znano, storilec je znan. Neverjetno je za naše pojme, da gre za očeta 3 majhnih otrok. Človek se vpraša, kakšne so vrednote tistih, ki to počnejo, in to je nekaj, kar se bo morala Evropa odločiti. Napaden je bil praznik, posvečen egalité, fraternité, liberté, se pravi enakosti, svobodi, bratstvu. Točno na tiste vrednote se je vrglo madež, ki so temelj moderne Evrope. Zdaj se bo Evropa začela končno odgovorno braniti in znova tudi Slovenija, ali pa ne bo več. Spet bom uporabil besede tistega poslanca z leve, ki je v slovenskem parlamentu povedal stavek, ki ga podpišem z obema rokami. Ali bo Evropa utemeljena na krščanskem izročilu, ali pa to ne bo več Evropa. In šale je konec. Mislim, da končno opozorila vsi začenjajo resno jemati in da se je treba zavedati, da Slovenija ni osamljen otoček sredi Evrope, da je treba tudi pri nas zelo odgovorno ravnati, da se je treba na stvari pravočasno začeti pripravljati in da se seveda ne smemo slepiti, kako je Slovenija lahko edini varni del Evrope. Meje so kljub vsemu relativno prepustne, žal so se šengenske odprte meje začele zapirati, ker Evropa pač ne brani zunanjih meja, kar je velikanska in zgodovinska neumnost. In če vodstvo Evropske komisije ni odstopilo zaradi Brexita, ki ga mimogrede brez migrantske krize nikoli ne bi bilo, bi moralo odstopiti zdaj. Kajti pokazalo se je, da je migrantska politika Evrope več let že popolnoma zgrešena in da seveda tako imenovana multikulti politika ne deluje, zaradi nje umirajo ljudje. Slike, ki so bile včeraj objavljene, tudi danes jih imate, so pretresljive, so take, da samo prosim, da jih objavite še mediji, da bodo ljudje končno razumeli, s čim imamo v Evropi opravka in da bomo tudi vsak od svojih odgovornih, vsak od svojih predstavnikov zahtevali, da se stvari vendarle že nikam premaknejo. Službe same sodelujejo med seboj, čeprav so zaenkrat informacije še zelo pičle. Videli smo pač tajna poročila francoske policije, depeše, ki so šle po Evropi. Izmenjava podatkov poteka po celotni Evropi, išče se pač zveze, vse, kjer je mogoče potem storiti nadaljnji korak. To velja za celotno ozemlje Evropske unije, vključno Slovenijo. In jaz samo upam, da se bo začelo končno
stvari postavljati na pravo mesto. Da se bo pač dejansko lociralo jedra radikalnega islama, nasilnega islama in da se bo to izrezalo kot rakasto tkivo iz Evrope. Kajti sicer se bodo stvari stopnjevale, veste, da če bo nasilje na eni strani, bo prej ali slej prišlo do povratnega odziva in potem se bo to stopnjevalo v nedogled. In tisti, ki imajo v rokah oblast, ki imajo izvršilno oblast, so odgovorni, da to preprečijo. Ampak preprečiti je treba tako, da spodžagaš korenine, drugače to ne bo več šlo. Slovenija bo pač morala izvršiti tisto, kar smo na predlog naše komisije, ki se mi pač predlagal tak sklep že, mislim, da je oktober lansko leto, sprejeli skoraj soglasno v Državnem zboru. Potrebno bo spremeniti politiko, bistveno bolj resno, bistveno bolj odgovorno in nameniti več sredstev za varnost. Več sredstev za policijo, za vojsko, ki je treba praktično spostaviti taki sili, da bo sposobna braniti Slovenijo in njene meje. In potem seveda tudi vse druge službe, ki so potrebne za varnost ljudi, okrepiti do te mere, da bo Slovenija sposobna sama storiti vse, kar je potrebno za svojo varnost. V tem delu bi tudi opozoril na sklep, ki je bil soglasno, kar poudarjam, sprejet na prejšnji seji Komisije za nadzor varnosti in obveščevalnih služb, in sicer, da naj se vendarle že oživi, skrajni čas je za to in pravi trenutek, delo Sveta za nacionalno varnost. Zadnja seja, ki je meni znana, je bila marca meseca. Takrat sem nadomeščal tudi našega predsednika tam in na tisti seji je bilo doseženo zelo visoka stopnja soglasja. Če bi stvari potekale še naprej, tako sem trdno prepričan, da bi bilo za Slovenijo zelo dobro. Tam sem zagovarjal stališče, da je treba ukrepiti sodelovanje z Višegrajsko skupino in po tistem je sledil tudi obisk predsednika države na Višegrajski skupini. Ravno danes pa smo imeli priložnost v Državnem zboru spremljati, da je članica Višegrajske skupine, Slovaška, prevzela vodenje Evropske unije. In upam, da bo pač zgodba, ki smo ji bili priče, ustrezno odmevala tudi v politiki, tako da se bo vendarle začelo stvari od tako imenovane politične korektnosti, ne, zaradi katere umirajo ljudje, in multikulturalizma v napačni obliki, tistega multikulti, ne, zaradi katerega tudi umirajo ljudje, in lažnega humanizma usmerjati v racionalno skrb za varnost in blaginjo ljudi. Kajti varnost je njena, je nedeljiva in gre za zaščito temeljnih vrednot in svoboščin. To je zgodovinska odgovornost za vse, ki vodijo Evropo ta trenutek. In tudi seveda v Sloveniji odgovornost za vse, ki vodijo Slovenijo v tem trenutku. S tem bi to tudi končal, če je kakšno vprašanje.